Pozdravljeni v drugem delu epizode 8 načel celostnega zdravja o počitku in spanju. Zdravnik, specialist, nevropsihiater Slobodan Šunjevarič se bo danes med drugim dotaknil tudi različnih dejavnikov, ki vplivajo na spanje. Prisluhnimo mu. Nadaljujemo našo temo o spanju. Nastavlja se vprašanje, ali so motnje spanja povezane z boleznijo in če so, katere bolezni povzročajo motnje spanja. To raziskujemo v laboratoriju za motnje spanja in ko zasledimo, da pacient sanja, ga takrat vedno zbudimo. Takrat se javljaju posledice, kot so razne psihološke motnje. Vse psihične motnje spremlja moteno spanje. Na primer, depresija so ljudje, ki se zbujajo ob 3 zjutraj. Takrat se dogaja tudi največ suicidov ali samomorov. Pri nevrozah se po noči večkrat prebujajo in ne morejo trdno zaspati. Pri maniji zaradi povečane energije in aktivnosti je kronična nespečnost. Če pride do izboljšanja spanja, takrat ugotavljamo, da je prišlo tudi do izboljšanja psihiatrične bolezni. Tudi razne organske bolezni, kot so centralno-živčnog sistema, spremljajo motnje spanja. Alkoholni bledež ali deliriju včasih traja tudi 2 do 3 dni brez spanja. Seveda prizadevamo se, da omogočimo spanje, ker bi lahko prišlo do hujših psihičnih motnji. Tudi pacienti, ki imajo aterosklerozo možganskega ožilja, pogosto po noči imajo delirantna stanja in takrat ni spanja. Demenca ali parkinsonizem tudi imajo motnje spanja. Prebujanje bolnika v somnološkem laboratoriju povzroča psihične motnje. Javljajo se samomorilne misli, poskusi samomora. Razen tega javlja se depresija ali tesnoba. Če daljše otegujemo spanje, javljajo se tudi neke somatske ali srčno-žilne bolezni, kao srčna kap ali srčni napad. Zaradi pomanjkanja spanja oslabljen je tudi imunski sistem. To spodbuja okužbe, povzroča neplodnost in spodbuja razvoj rakastih celic. V poskusu v laboratoriju, če preiskovalcem 3 dni ne dovolimo REM fazo spanja, torej dovolimo spanje ali jih zbudimo vedno, ko se pojavijo sanje, takrat pride do znakov psihoze. To je taka reaktivna psihoza, ki hitro tudi mine, ampak javljajo se halucinacije, prividi, prisluhi in preganjavica. Pomanjkanje spanja izklopi čelni režanj možganov, ki je naša razumska prefrontalna skorja. On je ključen za samonadzor in obvladovanje čustvenih impulsov. Naprimer, pomanjkanje spanja pri dijaku v Ameriki povzroči določene psihične motnje. Zaradi tega so tudi v nekaterih državah prestavili začetek pouka od 7 na 8 uro. Zakaj? V Ameriki zelo pogosto postavljajo diagnozo ADHD ali motnje razpoloženja s hiperaktivnostjo. Javljajo se simptomi, kot so impulzivnost, razdražljivost, nezbranost, motnje pri učenju, vedenjske težave, nestabilno duševno zdravje. Vse govori pri temu, da je izklopljen frontalni lobus in da ni samo nadzora nad obvladovanjem čustvenih impulsov. Te motnje se javljajo pri otrocih, ki premalo spijo, in to nas spominja na ADHD. In kaj se zdaj dogaja? Pacientom, ki imajo te težave, dajemo psihostimulanse, ki obene preprečujejo spanje in zaradi tega povzročajo še več težav. Raziskave v Ameriki so pokazale, da 50% teh, ki tako zdravimo, ima le motnje spanja. Kateri so dejavniki okolja, ki vplivajo na spanje? Motnje spanja ali disomnije se kaže v 3 oblikah. Bodisi da je otežkočen začetek spanja, ali se večkrat po noči prebujamo, ali je zaspanost predstavljena na dnevni čas. Dejavniki so vezani za okolje ali za naše notranju strukturo. Prvo bi omenili nepravilno higieno spanja. To je najbolj pogost vzrok in o njem bomo pozneje malo bolj podrobno povedali. Druga stvar, ki se omenja, je čezmerno uživanje uspaval. Uspavala pomagajo, da bi včasih, ko smo pod stresom, začeli spati,
vendar če jih prepogosto in predolgo uporabljamo, pride do paradoksne reakcije. Torej same uspavala povzročajo motnje spanja. Razen tega uživanje različnih pijač, kot so alkoholne pijače, povzroča motnje spanja. Zakaj? Alkohol podira celu strukturu spanja, tako da sploh ni globokih faz spanja, tretje in četrte faze. Normalno spanje približno izgleda takole. 1/3 časa imamo globoko spanje, 3. in 4. fazu. 2/3 bi bilo enakomerno razporejeno globoko, plitko spanje in REM spanje. In 3/3, ki je proti jutru, je plitko spanje in REM. Globokega spanja takrat sploh ni. To je pomembno za mlade ljudi, ki žurajo, pa potem spijo do pol dneva. V tem času spanje ne pripelje do počitka, ker ni globokih faz spanja. Pod vplivom alkohola prav tako ni globokega spanja. Posledica pa je srčna aritmija. Naslednja stvar je, da se javljaju motnje pri motnjami cirkadijalnega ritma ili ritma budnosti in spanja. Naprimer, če letimo letalom več kot 12 ur proti zahodu in to so 2 do 3 časovne cone, recimo letimo čez Atlantik, takrat imamo motnje spanja. Ne moremo spati, ko pridemo na cilj. Potem delo v turnusih povzroči motnje spanja, to je nočno delo. Ono povzroča tudi neke maligne bolezni, ampak o tem bomo pozneje. In še ne nazadnje, zdravljenje z uspavali, ki motijo cirkadijalni ritem, povzroči motnje spanja. Nekatera zdravila motijo spanje. Recimo pacijenti, ki različnih bolezni jemljajo kortikosteroide, oni ne morejo spati. Nekateri antibiotiki motijo spanje. Sredstva proti kašlju, pa tudi nekatera zdravila proti depresiji, ki delujejo stimulativno. Razen teh zunanjih vzrokov obstajajo tudi notranji vzroki za motnje spanja. Na prvem mestu, ki je najbolj pogosta, je psihofiziološka nespečnost. Ona je pridobljena in kronična. Stres, ki je povzročijo, včasih je tudi pozabljen. Ti ljudje imajo v sebi občutek, da slabo spijo. Poskus, da bi zaspali, povzroča vznemirenost, a zaradi tega je še manj možnosti, da bi zaspali. Na koncu se zapre en začaran krog in ostane edina misel oziroma želja, da bi na vsak način zaspali. A prav to preprečuje spanje. Da je temu tako, vidimo, da ti ljudje lahko zaspijo, ko ne razmišljajo o tem. Ko gledajo televizijo, ko berejo, med vožnjo z vlakom in avtobusom. Spanje tudi ni moteno v neznanem okolju, recimo v hotelu ali v laboratoriju za motnje spanja. Obdobja globokega spanja so tudi na letnem dopustu. Vsekakor je potrebno izključiti druge vzroke za to motnjo, ki poslabšajo spanje. To so bolečina ali izmensko delo ter neprimerno okolje ali neprimerna postelja. Potrebno je tudi izključiti bolezenska stanja, kot so tesnoba, depresija, fobija ali kompulzivna nevroza. Tukaj vedno srečamo motnje spanja. Tukaj je pravzaprav nespečnost simptom osnovne bolezni. To obliko nespečnosti, psihofiziološko, boleha z njo 15% ljudi. Pogosto je med 20 in 30 letom življenja, a število primerov narašča proti srednjim letom. Druga motnja, ki bi jo tukaj omenili, je pseudonespečnost ali subjektivna nespečnost. Tukaj je motnjena percepcija spanja. Javlja se pri 5% prebivalstva srednjih let. Mogoče en taki dogodek, moja žena, ko je delala na transfuziji, je imala zdravnico, ki je zdravila svojo strežnico s tabletami za spanje, ker je rekla, da ne more nikako spati. Ampak nobena tableta ni prijela. Na koncu pa, ko je bila na koncu živci, je šefica rekla, vi pa sanjate, da ne spite. Te osebe težko zaspijo, spanje rahlo, ne zaznavajo čas, v katerem so spali. Vendar obstaja nekaj. Zjutraj so utrujeni, delovno neučinkoviti, uporabljajo uspavala, kar lahko vodi v odvisnost.
Polisomnografija ali raziskovanje spanja u laboratoriju pokaže normalno spanje. U spanje se pogreznaju čez 10 do 15 minut, spijo 6 ur pa po, prebujaju se normalno. Klinična slika, laboratorijski izvidi, psihološki testi su brez posebnosti. Tretja možnost nespečnosti, tretji notranji vzrok, je idiopatska nespečnost. Ta je podedovana z določeno konstitucijo. Javlja se od rojstva kot nezmožnost doseči zadostno količino spanja. Motnja je v možganskem sistemu za budnost in spanje, kjer obstaja neurokemično neravnovesje. Obstaja pravzaprav premalo možganskega hormona serotonina. Torej, hiperaktivnost obstaja v sistemu spanja in hipoaktivnost in hiperaktivnost v sistemu budnosti. Če gre za premalo serotonina, pomagajo zdravila ene skupine zdravil proti depresiji. Takšna nespečnost traja vse življenje, ne moremo ugotoviti, da obstaja kakšna bolezen ali psihološka travma. Posledice su moteno dnevno delovanje. Večina oseb se privadi na to, če pa je huda nespečnost, se spreminja psihologija bolnika. U otroštvu pri njih zasledimo blage neurološke izpade, kar govori u prid možni možganski ukvari. Bilo da je to, ko smo včasih rekli, minimalna cerebralna disfunkcija, ali ADHD, ali hiperkineza, ali mogoče disleksija. Motnja je redka pri posameznih družinah, kar vzbuja sum da je u zadju genska oškodovanost. Naslednja motnja je obstruktivno prenehanje dihanja, ali obstruktivna apnea. Gre za prenehanje dihanja za kratek čas u globoki fazi spanja, ali u REM fazi. Gre za moške ali ženske osebe v menopauzi, ki su čezmerno hranjeni, pogosto pa obstaja kakšni ORL vzrok, torej tretja tonzila ali devijacija nosnega pretina. Prebujaju se tudi 5 do 10 krat na noč, zjutraj su utrujeni, z glavoboli, zaspani čez dan. Pomaga im se z dihalnimi aparati. Ne na zadnje imamo i sindrom centralne apneje, ki se javlja pri srčnih bolnikih i pri te, ki su preboleli možgansku kap. Oni se prebujaju po noći, imaju usporeno srčno akcijo, bradikardio, imaju lividne okončine, ali cianotične, pogosto su noćni gibi. Pomagaju zdravila, ki stimuliraju dihalni centar. Ena od motnji je tudi sindrom nemirnih nog. Javlja se pred spanjem i izboljša se pri gibanju. Javlja se občutek mravljinčenja u nogah, ali srbenja, polzenja od kolena navzgor. Lako se pa širio tudi do rok. Javlja se samo u mirovanju, pred spanjem i traja nekaj minut, lako pa traja tudi nekaj ur. Pogosta je u starosti, ker primankuje dopamina, tega možganskega hormona, in je lako predstopnja parkinsonizma. Pri tem pomagajo zdravila, ki zvišajo količino dopamina. Poleg tega je lako vzrok organski psihosindrom ali začetna demenca. Javlja se lako tudi med nosečnostjo in pri anemiji. Potem pri nekaterih boleznih, kot je reumatoidni artritis, ali bolezni ledvic, kot je uremija. 5 do 15% zdravih srednjih let ima to težavo. Število starostjo narašča. Sprememba je na kromozomu Q12. Dedovanje je, kot se reče, avtonomno, se pravi vezano je za hromozome, ki su za telesne lastnosti, ne pa za spolne, in recesivno, torej potrebno je, da bi oba starša imala spremembo. Če je organski vzrok, pomagajo zdravila, ki stimulirajo izločanje dopamina. Obstajajo pa tudi motnje delnega prebujanja, imenujemo jih parasomnije. Na prvem mestu omenjamo somnambulizam ali mesečnost. Obstaja delno prebujanje i vključitev motorike naše, ne pa tudi zavesti, ki je skaljena. Navzven se kaže kot avtomatizirano, brezciljno vedenje, brez zavestne kontrole. Potem pri malih otrocih se javlja pavor nocturnus ali nočni strah. V obliki delnega prebujanja iz globokega spanja, ki ga spremlja izbruh strahu.
Gre za patološko aktivacijo neurofiziološkega centra za čustva. Tolažba tukaj ne pomaga, prestrašenost mora miniti. Zjutraj se nič ne spominjaju, ker obstaja amnezija. Naslednja motnja bi bila nočno nerazumevano uriniranje ali enuresis nokturna. Torej, to se dogaja v spanju, ni kontrole razumske, v predhodnih sanje ni, zjutraj se ne spominjaju, ker obstaja amnezija. Ena od motnji je tudi narkolepsija ali motnja budnosti podnevi. Obstaja genska podlaga, včasih pa gre tudi za organske poškodbe ali vnetja. Napad narkolepsije sprožijo močna čustva, torej močno razburjanje ali strah ali tudi veselje. Javlja se izguba mišičnega tonusa, ki jo rečemo katapleksija, kar povzroči klecanje nog, izpadanje predmetov iz rok, padce ali celo padce nezavestjo. Obstajajo zdravila, med drugim ena skupina zdravil proti depresiji, ki jim rečemo triciklični antidepresivi. Zdaj bomo omenili, kaj je to higiena spanja. To su ukrepi za zagotavljanje zdravega spanca brez uspaval. Na prvem mestu omenjamo prehrano. Vi veste, da mladi ljudje imaju tudi 5 obrokov. Razen 3 obrokih imaju 2 malice. Tudi tisti, ki močno fizično delajo. Ampak pri starejših je to samo 2 obroka. Če pa že jemljemo 3. obrok, potrebno ga jemati bolj zgodaj, med 17. in 18. uro. Naj ne bi vseboval maščobe, kjer za prebavljanje maščob je potrebno 6 ur. Torej, lahek obrok, zgodaj popoldan, omogoča boljši spanec. Potem zmerna aktivnost pred spanjem, kot je sprehod in telovadba, seveda rahla, ne utrujujoča, povzroča boljši spanec. Postelja naj se uporablja le za spanje, ne za gledanje televizije, prehranjevanje ali branje, zaradi ustvarjanja pogojnega refleksa. Ugodno deluje na spanje tudi tiha glasba, zasenčena luč, ne led, mlačna prha, topli napitek, hladna in prezračena soba. To je zaradi tega, ker treba temperatura telesa da spadne za 1 stopinjo, a to ni mogoče, če je soba vroča, in tako se dogaja, da ljudje takrat dajo roke in noge izven pokrivala, da bi lahko zaspali. Zatim, neuživanje energetskih pijač dobro vpliva na spanje. Predvsem bi omenili pravi čaj, kavu, a tudi nekatere živila, kot so temna čokolada, sladoled, shujševalne in protibolečinske tablete. Tudi kava bez kofeina vsebuje 10 do 30% kofeina normalne kave. Spanje je odvisno od spalnega pritiska, ki ga povzroči kemična snov, ki mu rečemo adenozin. Ta povzroča potrebo po spanju. Kofein pa blokira receptore za adenozin in utiša signal po spanju, ki ga daje adenozin. Tudi alkoholne pijače spreminjajo strukturo spanja, tako da ni globokega in REM spanja. Če smo že omenjali, zakaj je koristno globoko in REM spanje, potem vemo, da je dobro, da imamo tudi te faze. Pomembno je spanje ob isti uri, zaradi uskladitve naše biološke ure sa ritmom noči dana ali cirkadijalnim ritmom. Zaželjeno je, da bi bio na odhod na spanje točno v določeni uri. To bi lahko bila 21 ali 22 ura, kjer se ustvari pogojni refleks in ni težav, da bi zaspali. V drugem delu noči so faze plitkega spanja in če tudi časovno dolgo traja, ne prinaša počitka zaradi procesov, ki so v fazi globokih spanja. Verjamem, da ste tudi vi, tako kot jaz, izvedeli veliko novega in koristnega o samem spanju. Prav tako pa verjamem, da si boste z veseljem ogledali 3. del te epizode, saj bo govornik spregovoril o danes zelo aktualni temi, in sicer o koronasomniji. Prisrčno vabljeni k ogledu 3. dela. Predtem pa nas ne pozabite obiskati še na naši spletni strani oziroma Facebook strani Čili in zdravi. Lep pozdrav!
Revija Koraki do zdravja vam omogoča, da se spoznate z 8 skrivnostmi za dolgo, zdravo in kvalitetno življenje. Predstavljenih 8 načel temelji na raziskavah sodobne znanosti, ki nas spomnijo na preproste korake pri zagotavljanju boljšega počutja. Naročite svoj brezplačni izvod še danes.